vsebino. Zdaj pa kar nadaljujemo, ker čas nas preganja in k besedi vabim profesor dr. Marinko Žitnik, da nam predstavi svojo predstavitev na temo umetna inteligenca za hiter in učinkovit odziv na nepredvidene globalne izzive. Pa vam kar predajam besedo. Izvolite. Najlepša hvala. Upam, da se slišimo in da tudi vidite moj zaslon s prosojnicami. Torej, hvala za to vabilo. Danes bom na kratko govorila o umetni inteligenci za hiter in učinkovit odziv na nepredvidene globalne izzive. In mislim, da se to zelo dobro navezuje na številne tematike, o katerih ste razpravljali na panelu, tako da upam, da bo to informativno za udeležence. Torej, kot so že mnogi omenili danes, je novi koronavirus res globalni izziv, ki se je pojavil nenadoma in predvsem presenetil tako splošno kot strokovno javnost. To pomeni, da je delo, kot je bilo oblikovanje javno-zdravstvenih napotkov, spremembe povezane z delom v gospodarstvu, odkrivanje in razvoj zdravil in cepiv, ki bi v običajnih časih bilo opravljeno v letih, bilo potrebno sedaj opraviti v mesecih, tednih, včasih celo dneh. Tukaj se seveda ponuja ogromno priložnosti in na tiste za realizacijo in res hitro in učinkovito opravljanje tega dela. In v tem predavanju sem predvsem osredotočila na priložnosti, ki jih ponuja umetna inteligenca, predvsem to, kar lahko računalnikarji, informatiki z algoritmi umetne inteligence in odkrivanja znanih podatkov pripomoremo k boljšemu, hitrejšemu in učinkovitemu odzivu na te nepredvidene globalne izzive, kot je novi koronavirus. Sedaj, da bom čim bolj plastična v današnjem predavanju, bom kar konkretno opisala primer raziskave, ki smo jo opravili v moji raziskovalni skupini na Harvardu, in pa potem opisala nekaj izsledkov in pa lekcij, ki smo se jih naučili iz te raziskave. In sicer raziskava, na katero se bom osredotočila, se nanaša na razvoj terapij zdravljenja, na iskanje učinkovitih zdravil in cepiv. O tej temi je bilo tudi v splošni javnosti precej omenjeno in razloženo v zadnjih mesecih, ampak če na kratko osvetlim, kako zahteven in kompleksen je ta celoten postopek odkrivanja zdravljenja zdravil, lahko to prikažem na tej prosojnici. Tradicionalni razvoj zdravil pred pandemijo, s katero smo se soočili v 2020, je iterativni postopek, ki se stoji iz številnih korakov, zahtevnih testov v laboratorijih, mnogih kliničnih preizkusih, da se ugotovi, ali je morebitna učinkovina, morebitno zdravilo in kemikalija zares varno za paciente, ali je res učinkovito in doseže namen, za katero ga želimo razviti. In pa seveda tukaj je en kup izredno dolgotrajnih, včasih mukomornih, ampak pomembnih regulatornih postopkov, ki jim je treba zadostiti, zato da se zdravilo končno uporabi, sčasoma odobri za uporabo pacientov. Statistika je taka, da v povprečju razvoj novega zdravila stane med 1 in 2 milijardama dolarjev in traja od 12 do 16 let, v povprečju 14 let. Zdaj, to je seveda nesprejemljivo v situaciji, v časih, s katero smo bili letos osredotočeni. Še posebej pa težavno pa je ne le ta visoka cena in dolgotrajni postopki, ki jih je težko skrajšati, ampak tudi to, da je le zelo majhen delež tistih sprva obetavnih molekul, učinkovin, morebitnih zdravil, ki se izkažejo, da so obetavna v laboratorijskih testih, v začetnih kliničnih preizkusih, zelo majhen delež teh, v povprečju manj kot 7%, dejansko doseže trg, dejansko doseže paciente. Za velike večine teh sprva obetavnih učinkovin se izkaže, da za uporabo v ljudeh ni primerna. Zdaj, to je ta proces razvoja zdravil, je torej izjemno zanimiv postopek, ki ponuja en kup priložnosti za to, kako bi ga naredili bolj učinkovitega in hitrega. In zdaj v moji raziskovalni skupini oziroma širše na Harvardu smo v februarju, začetku marca oblikovali skupino, ki se je ukvarjala z iskanjem
učinkovitega zdravila in terapij za novi koronavirus. In zdaj na tej prosojnici, ki jo lahko tukaj vidite, kažem postopek, ki se je izvedel, oziroma delo, ki smo ga izvedli med 23. marcem letos in 15. junijem. Zdaj v tem času smo šli skozi celoten postopek od zbiranja podatkov povezanih z novim koronavirusom do učenja algoritmov umetne inteligence in gradnje napovedi o teh, katere kemikalije in zdravila na trgu bi lahko repozicionirali za novi koronavirus, do kliničnih testov sprva na modelnih organizmih opice in pa nato v človeških celicah. In zdaj, zakaj je to zelo zanimivo? Ker ta proces, ki bi sicer trajal leta, smo bili sposobni izvesti v manj kot 3 mesecih. Naj na kratko orišem, kaj je del umetne inteligence tukaj, kakšna vloga je bila umetne inteligence je bila v tem procesu in kaj smo pravzaprav počeli. Zdaj, ključno vprašanje, ki se skriva za tem celotnim procesom, ki ga umetna inteligenca lahko naslavlja, je vprašanje, na katerega želimo odgovoriti, in to je, katero zdravilo na trgu, zdaj to prikažem na tej shemi na levi strani prosojnice, lahko vidite, da imamo 5 zdravil prikazanih, je rdeče, modro, rumeno, svetlo in temno zeleno, katero izmed teh bi lahko bilo individualno ali pa v neki kombinaciji primerno za to, da bi za bolnike s COVID-19. In ideja je bila, da zgradimo napovedi za ta zdravila, tako da identificiramo, katera so tista najbolj obetavna za bolnike, predvsem za bolnike s težjim potekom bolezni. In zdaj 23. marca je to pomenilo, da smo v skupini računalnikarjev in informatikov, ki smo sodelovali v tem projektu, začeli z gradnjo in pripravo velikih podatkovnih omrežij. Večinoma smo se tudi že naslonili na podatke, ki smo izbrali že pred tem, in to nam je omogočilo, da smo gradili velika podatkovna omrežja z več milijardami različnih povezav med raznimi entitetami, ki so predstavljale bolezni, ki so predstavljale zdravila, trenutno odobrena na trgu v ZDA in pa v Evropi. Zdaj, ko smo ta velika podatkovna omrežja gradili, smo uporabili algoritme globokega učenja, ki so se avtomatično naučili, kako najbolj učinkovito predstaviti zdravila, bolezni, kaj pomeni, da zdravilo zdravi bolezen, kaj to pomeni z računskega vidika, kako lahko to računsko dejansko predstavimo v smislu algebre, v smislu dejanskih računskih izvedb, ne le biologije ali pa medicine. In zdaj, predvsem ključni postopek, ključni preblisk ali pa orodje, ki nam je omogočalo, da so se ti postopki izredno, da smo jih lahko pospešili, so bili ti, da smo uporabili zelo napredne algoritme globokega učenja, ki so lahko te velika podatkovna omrežja, ki smo jo zgradili 23. marca, v kratkem času dobro prečesali in zgradili obetavne napovedi. So se lahko naučili, kako optimalno vložiti velika podatkovna omrežja v neke nizkodimenzionalne podatkovne predstavitve, ki so jih naši sodelavci lahko pregledovali. In zdaj, med 15. aprilom in 15. junijem, to je bilo obdobje, ko smo šli od testiranja, od gradnje napovedi z algoritmi do testiranja napovedi v laboratoriju. Sedaj naši sodelavci iz Nacionalnega laboratorija za nove bolezni, ki je laboratorij, ki lahko opravlja teste na živem virusu, so naše najbolj obetavne napovedi vzeli, torej in testirali najprej na opičjih, nato pa še na človeških celicah. Zdaj, izsledki tega so bili, da smo odkrili 77 zdravil, med njimi tudi remdesivir, o katerem ste gotovo več slišali tudi v novicah in je tudi dobil urgentno odobritev strani FDA, pa tudi drugih regulatornih organizacij po svetu. Teh 77 zdravil imelo močan učinek na virus, se je izkazalo, da so uspešno zatrla virus v raznih kombinacijah, v raznih dozah. Izkazalo se je, da so to zdravila, ki delujejo na nenavaden način, kar pomeni, da s tradicionalnimi pristopi za razvoj zdravil sploh ne bi mogli odkriti.
In kar je predvsem zanimivo za današnjo publiko je, da smo s tem pristopom, da smo res hitro integrirali analitični procese z eksperimentalnimi procesi v laboratoriju, da smo predhodne pristope izboljšali v smislu pohitrili za več kot 10-krat. Torej, če res povzamem tukaj, kar je ključno, je to, da z premišljeno integracijo algoritmov umetne inteligence in sodelovanjem s sodelavci smo lahko prišli od podatkov in algoritmov do kliničnih testov v smislu bioloških in medicinskih raziskav v manj kot 3 mesecih. Zdaj, kaj nam je omogočilo, da smo to dosegali? Torej, nekaj sklepov in pa kaj se lahko naučimo iz primera te raziskave. Prvi sklep, povezan z umetno inteligenco v praksi, je, da je zelo pomembno bilo, da smo algoritme povezali s klasičnimi informacijskimi tokovi, ki jih uporabljajo v biologiji, v medicini, v našem primeru tudi odločevalci v ZDA. To nam je omogočilo, da se je ta čas izjemno skrajšal in na tej povezavi med algoritmi in klasičnimi informacijskimi tokovi lahko razmišljate kot za neke vrste vtičnike oziroma vmesnike, ki so nam omogočali v našem primeru, da je sodelavec biolog, epidemiolog in pa zdravnik, da so prejeli napovedi algoritmov, da so te napovedi pregledali, jih ocenili, podali povratne informacije in da so se te informacije direktno in neposredno integrirale nazaj v algoritem umetne inteligence. To pomeni, da sčasoma algoritem in biolog postaneta uspešna ekipa, ki lahko skupaj delata in napredujeta na projektu. In to je bilo izjemnega pomena za nas, zato da smo dejansko prebili ta zid, ki bi pomenil, da se napovedi algoritmov ali pa neki rezultati pošiljajo preko raznih portalov v smislu nekih CSV ali pa Excel, datotek in tabelic, je to res, se moramo umakniti stran od tega pogleda in z bližnjo integracijo algoritmov z temi klasičnimi tokovi je to bilo možno. Še nekaj drugih primerov oziroma komentarjev, ki bi jih imela. Zdaj, v našem primeru je bilo zelo pomembno, da so vsi podatki, da so vsi izvorna koda, da je vsa izvorna koda, da so algoritmi za učenje globokih modelov, da so odprti in da so javno dostopni. To je izrednega pomembna tudi za transparentnost in pa potem za gradnjo zaupanja v napovedi, ki jih algoritmi pripravljajo. Torej, v našem primeru so podatkovni nabori izhajali iz mnogo raznolikih, raznoterih virov. Običajni problem, ko pride do tega, da podatki prihajajo iz raznih virov, je problem podatkov, ki so ločeni v izoliranih silosih. In temu smo se uspeli izogniti tako, da smo prek velikih podatkovnih omrežij, ki smo jih gradili in jasno odprto delili s sodelavci, lahko odpravili določene prepreke, ki bi jih ti podatkovni silosi predstavljali. Vse podatke, izvorno kodo smo delili z raziskovalno skupnostjo na dnevni ravni. V naših konkretnih primerih je to pomenilo, da dejansko smo v času med marcem in junijem na dnevni ravni imeli odprti komunikacijski kanal, ne le z sodelavci na strani biologije in medicine, ampak tudi z odločevalci, s katerimi smo neposredno govorili. In v bistvu ena izmed mojih čisto osebnih pozitivnih izkušenj je bila v bistvu količina znanja na strani odločevalcev v smislu razumevanja napovedi, njihovih morebitnih pomanjkljivosti in pa priložnosti. Torej, komunikacija z odločevalci in raziskovalci je izredno pomembna in tukaj bi zdaj omenil tudi ta nujnost sodelovanja med znanostjo, nujnost sodelovanja med odločevalci, ki v bistvu pomeni in je potrebna za preboj v znanosti in tehnologiji. Torej, če zaključam to današnje kratko predavanje in povzamem, na kratko sem orisala primer uporabe umetne inteligence za razvoj zdravil za novi koronavirus, ki nam je omogočil pospešitev raznolikih postopkov
v procesu razvoja terapij zdravljenja z let na mesece oziroma tedne, celo dneve v določenih primerih. In to je le primer priložnosti, ki jih umetna inteligenca ponuja za bolj tesnejše sodelovanje z odločevalci, ki sprejemajo pomembne odločitve, raziskovalci in uporabniki. In se mi zdi, da to je ena izmed izjemnih priložnosti za nadaljne raziskovanje oziroma za nadaljne implementacije in uporabo v praksi, zato da lahko razvijemo platforme oziroma razvijemo tehnike za hiter in učinkovit odziv na nepredvidene globalne izzive. Najlepša hvala za vašo pozornost, z veseljem vzamem tudi kakšno vprašanje. Hvala lepa. Hvala lepa, cenjena profesor dr. Marinka Žitnik z Univerze v Harvardu.